Dober večer, cenjeni gledalke in spoštovani gledalci. Miro Cerar, vedi predsednika vlade, je danes napravil nekaj, kar si pred njim ni drznil še noben bivši premijer. Poglejmo državni zbor. Miro, daj premisli še enkrat, no. Ja, kar sem rekel. Lej, jaz sem 20 let v politiki, zaupaj mi, ne tega narediti, no. Živjo, a še kar ustraja? Lejte, tako sem se odločil. Daj mu reči ti, no. A si sploh zares razmislil o posledicah? Ja, kdo bo pa spregovoril o teh stvarih, če ne bom jaz, a? No, jaz sam povem, da se mi to ne zdi pameten. Živjo, Miro. Govori že, sam nima jajc. Enkrat mora en črto potegniti. Ja, a pa danes? Ja, dovolj je bilo, naj ti on pove. Se strinjaš, da tisto večer je bila kapla čez rob? Tako da, Živjo. ne me prepričevati. Jaz sem odločil. A se moraš če so trgali? In to bom Ja, naredil. Miro bo šel kar do konca, izgleda saj tako. Ne. Ma ne bo, sej si ne upa. Še noben do zdaj si ni upal. Zgleda kar prepričan. Ah, Misliš, man, da si res ne upa? to on samo mal drek meša. Boš videl, na koncu ne bo nič iz tega. Nije. Ja, vem, kaj misliš. Ampak Okej, vseeno, ti to že je veš, treba Miro. narediti, ne? Sam ne nas zraven upletati v vse tvoje zadeve, okej? Ne, seveda ne, no. A kar začnemo. Spoštovani poslanci državnega zbora, danes bom govoril o pritiskih. V zadnjih 3 letih sem bil vsak dan izsiljevan strani lobijev in ti so se posluževali različnih metod, da bi vplivali na moje odločitve. Večkrat sem dobival nočne telefonske klice, v katerih so mi vplivneži gradbenih lobijev grozili, da mi bodo pozidali okna in vrata. Dobili ste tudi seznam vseh groženj, ki sem jih dobil strani avtoprevoznikov. In vsa ta pisma so bila osebno dostavljena s kamionom vsako jutro na moj domač naslov. Pred parlamentom je zdaj kolegica Latoja. Čau, Slavko. So se omrežja in lobiji že kaj odzvali na ta Cerarjev govor? Zaenkrat še ne, pa tudi ko se bodo, mi tega filma verjetno ne bomo videli. To ni neka interesna skupina, ki bi šla na ulice in protestirala, ker je nekdo razkrinkal njihove metode dela. No, to verjamem. Oni delujejo neprimerno bolj sofisticirano in daleč od oči javnosti. No, ampak kaj pa politika, poslanci, stranke, kako komentirajo to razkritje? Tukaj v državnem zboru se danes marsikdo sprašuje, če je vse to sploh res, kar je povedal Cerar. Očitajo mu, zakaj ni tega, da mu je oblast ukradla globoka država, razkril takrat, ko je bil še premier, da bi lahko še ukrepal, ne pa samo jamral. No, se strinjam, zdaj 2 meseca pred volitvami ima vse to en drugačen pristvok. Hvala za te izčrpne informacije. Čau! Uradni Bruselj Cerarjeve izpovedi za zdaj še ni komentiral. Je pa bilo v neformalnih pogovorih med voditelji držav Evropske unije čutiti rahlo zadrego. Poglejmo. On je kao vse povedal. Zdaj, ne, šlo poslov, kao nek seznam lobijev, sem nam tukaj, pa kao ni jazen. Bo Juncker razložil. Pa se zdaj tega tipa k pride noter, tega tam augesma abco. Ne bolj tvanga, sam pogleda na hitro, okej? Maš, zapomni si ga, karkoli on predlaga, ti si za, okej? Karkoli predlaga. Servus, vse okej. Že ja, hallo ja. Posluš, prodajam en star rabljen avto, pa je treba kilometre nazaj zavrteti, a veš. Jaz sem se že pogovarjal z njim, skušal razložiti, narisati, zračunati, ne vem, a se dela, da ne razume, a res ne razume. Ja, ne vem, kaj bomo s to Slovenijo naredili. O, živjo. A, zdravo, Dalija, pa kje si, no? Jaz sem tukaj, kje je Ja, denar? oprosti, no, tanke morate najprej naročiti, Ja. potem plačamo, veš. Tako je, odprl bom SP, popodanska obrt, pa naj tja nakažejo. Štekaš. Ne, stari, ne moš tako, lahko te boli? dobijo, veš. Bisaj, Ja, bisaj, nočem. Ja, prav, da ne. dokler ne vzamejo, a? O, Kako? lega, ti si. Treba bo mal paziti na Grke, Špance in Balkance. Obvezno. Lahko računa na vas, diskretno, a? Ja. Grk je strašno nervozen, a? Temu nekaj zapiti. Jaz bom ene kekse spekla, pa se bova pogovorila. Ja, bolj pa, če ne bo šlo zle, pa zgrda, ja. Bonjour, kako smo? Živijo stari. Miro je bled, roke ima potne, treba mu je pomagati. Bomo ja. Superb. Živja,
Jaz sem pa Miro. A ti si ta. V enem od prestižnih ljubljanskih hotelov že ves dan poteka tradicionalni turnir kruha in iger, ki ga prireja Ameriška gospodarska zbornica. Tekmovalci so najprej dobili pošten zajtrk, potem pa so se cel dan merili v različnih družabnih, strateških in spretnostnih igrah. Ker gre za prvi večji test pred volitvami, so bili v središču pozornosti seveda politiki. Poglejmo najprej nekaj utrinkov s prireditve. Vi ste sodnik za človek na jezice. Pardon, lušna si jej, ne? Žuja. A jaz pa nisem Ja, niti ne. lušna. Kar greva. 30 let nazaj mogoče. Bajs. Ja. Kaj je mal najbolj švegam napisal? Jaz bom najprej raj zmagal volitve. Sej veš, to je pa že večkrat dovolj, ne? Ne, še pa zraven nič. Čuden. Jaz sem napisal celo zakonodajo, on je sam noter skočil, zdaj se pa hvali. Ja, lej, naslednjič ga pošelj v 3 krasne, pa ne se sam znajde. To smo polet pogovarjali. Če bodo kakšne možnosti, če sem doma, imam čas, se mi zdi, da sem bila dobra ministrica. Čist grozno. Prav šolsko lezenje. Kaj boš pa naredil? Nimaš kaj, ne? Ja, tako je to. O, ni res. Ja, to priznam, imaš neko karizmo, sam to ima marsikdo, si pa tudi igralci, ljudje igralcu ne zaupajo. Nikoli ne vejo, če jim govoriš resnico, ali sami igrajo vlogo, ne? Jaz sem preslab igralec, da bi tako Ja, skozi to igral. se smare, ne poznam še iz kamenka in je res skozi tak. Nikoli nič. Ko pa kaj pod mizo, a? Veste, ne. Kole imamo? Šircel, kje si? Jaz ne delam tako kot stare sile. Ja, Kaj zdaj? Ja, Bomo včeraj je začeli bilo krasno kmalu? vreme, pa smo z njimi mislili mi zdaj postaviti na terasi, sam preveč piha, ne gre, ampak vse je Dobar fajn, dan, poštima kako ste kaj, igra. fantje? No, kva pa ta drugi. Jaz sem pa lani zmagal v Monopoliju. Ma ti zmagal, lego, ma ne, časno. To prav je slovenski, ja? A ja, no, ko šta prav ga zmagal, se bi mi pa jav, ne? Kam zahvalil spet? Dragi udeleženke in udeleženci, lepo pozdravljeni. Dobrodošli na igrivem zajtrku. Začeli bomo s prvo igro, ki bo Kdo je gnilo jajce. Za vsako izmed miz sedi nekdo, ki je gnilo jajce in vaša naloga bo, da z dobrim opazovanjem odkrijete, kdo je to. Dam vam še minuto, da se pripravite, potem pa bomo začeli zares. Uživa zdaj z nami kolega Lahovnik, ki že cel dan spremlja dogajanje. Matej, povej, ali že imamo zmagovalca letošnjega turnirja kruha in iger? Ravno pred nekaj minutami se je začel finalni dvoboj, v katerem se merita Matjaž Han SD in Andrej Šircelj SDS. Naj povem, da sta oba brez večjih težav upravila s svojimi nasprotniki v različnih strateških in spretnostnih igrah, v finalu pa igrata na moč. No, kako pa zgleda ta igra muči? Oba sedita na tleh s hrbtom eden proti drugemu. Roke imata prepletene v komolcih, zmaga pa tisti, ki prvi na tla podre nasprotnika. Marcel, tole se sliši kar zabavno, a ne? Ja pa ni, ne, tu ni hec, ne, če pogledaš, kdo je v finalu SDS proti SD, vidiš, da gre še za en večni derbi starih sil, ne. Je pa ta igra moči zanimiva prispodoba politične realnosti. Definitivno ne. Obe stranki si že od samosvojitve naprej kažeta hrbet, hkrati pa sta toliko pleteni v razne posle, da ne morata narazen drugač, kot da ena drugo spravita na tlane. Matej, kje pa je končal Marjan Šarec, veliki up sredinskih volivcev? Šarec je nepričakovano izpadel že po prvi igri. Bil je gnilo jajce. No, to pa je razočaranje. Glej, Šarec je novinc v teh družabnih igrah, ne. On tukaj nima neke kilometrine, ne. Ker če pogledaš ne ostale, imajo vsi za sabo že neki teh turnirjev, ne. In točno vejo, na kaj je treba paziti, ne. Mene bolj preseneča to, da je Tonin izpadel pri pantomimi, ne. No, kaj pa Julijana Bizjak-Mlakar, Desus? Ona je izgubila pri balinjenju s krompirjem. Ok, tukaj se lepo vidi, da kot bivša ministrica ne ve veliko o kulturah, ne. Slavko, se upravičujem, ampak ravno kar so mi sporočili, da je Andrej Šircelj v finalu podaril Matjaža Hana. No, pa imamo zmagovalca. Marcel, kaj to pomeni v luči prihajajočih volitev? Glej, vse je še odprt, ne. Danes bi lahko zmagal kdorkoli od njiju. Oba imata zelo močne komolce. Hvala obema za te izčrpne informacije. Še nekaj ostalih novic. Franc Kangler je spet bil na sodišču, tokrat kot priča v zadevi Vrabci. Poglejmo, kaj je povedal. Žalostno pa je, da 6 let hodim po sodiščih, iščem pravico za vrabčke. In tukaj so 3 stranke, 3 vrabčje družine, ki so ostale brez doma. Tu smo zato prišli na sodišče. In
To je tista znana ptičja hišica, ki je bila dom več kot 30 vrabčkom, ki so v nizkem preletu šli noter, tam jeli, spali in uživali leta 2011, 4. maja. Pa so prišli policisti, odmontirali so njihov dom, mladički so prišli zvečer z leta in je bil njihov dom porušen. In seveda, posebej moramo opozoriti še to, da so imeli notri zalogo semen za zimo, ki je niso nikoli dobili nazaj. In kdo bo odgovarjal, to zdaj vas vprašam vse tu. Iz Vatikana poročajo o novem čudežu. Potem, ko je papež Frančišek že nekajkrat izvedel iluzionistični trik s kapco, je to še enkrat ponovil med velikonočno pridigo. Poglejmo. Naslednji trik, ki ga bom izvedel, se imenuje nebozetje. Zato dobro gledajte. Abrakadabra, simsalabim. In kapa odleti. Tako naredim. Če vam je bilo všeč, vam povem, da obstaja tam zgoraj še večji iluzionist, ki naredi zelo dober šov. Res neverjetno. Poglejmo, kako je ta papežev podvig posebej za bučke pokomentiral iluzionist David Copperfield. Kako pa komentirate trik, ki ga je kar med pridigo izvedel papež? Morda veste, koga je imel v mislih, ko je omenil, da obstaja še nek boljši iluzionist? Seveda vem, se sem tudi pogledal. Posnetek je, moram reči, zelo dobra izvedba. Odlična tehnika. Gre za predelavo mojega starega trika, super zadeva iz 80-ih, leteči avto. Ja, sem zelo vesel tudi, da me je papež omenil kot enega največjih iluzionistov v tem biznisu. Triki s kartami, lebdenje, leteče stvari. Vse te zadeve so del mojih rednih predstav in morda ga kdaj kot gosta tudi povabim, malo bom mogel še vaditi sam. Se mu vidi, da je že dolgo v poslu iluzije, ne? Pred športom še malo rekreacije. Ameriški predsednik Donald Trump ničesar ne prepušča naključju. Ker želi imeti vse pod kontrolo, je zraven prav pri vsakem opravilu. Tudi ko na vrtu Bele hiše kosijo travo. Poslušajte malo. Ej, a me slišiš? Ej, nočem te gnoviti, ampak imaš lampasti pa kašen tule. A meste trava ostaja, pa črte tudi niso ne vem kako naravnost. Kaj obračaš, moraš paziti, da ne greš predaleč. Ej, Tomo, gospod predsednik je rekel, da moraš kositi bolj naravnost, ubogega. Na super, se išteka, no a ti sem delaj pa tu Ajde, pa bo. delaj, kaj gledaš Ja, ker okoli? slaba je ta Živo. zadnja runda tam malih. Sorry, nič ne Ful se morem. površne, pa ne. Vem. Veste, kako je spraven, če hočeš, da je kaj narejen, moraš zraven stati, ker tu delajo. A ne, Slišal? daj petka. Jebe mu. Evo, sej ta gre. Vidi sem, da je mora nadzorovati zadeva. Odlično. A boš zdržal še par ur? Kaj? Sam par ur smo še. Ja. Bo. Super. Novi nogometni selektor Tomaž Kavčič je po prvih 2 tekmah pokazal, da bo dostojen naslednik Srečka Katanca. Posebej za našo oddajo je povedal tole. Gospod selektor, kaj ste se naučili iz teh 2 porazov? Cela ekipa se je nekaj naučila, ne? Treba se pa odločiti, kaj bi res radi. Mislim, ker če hočemo zmagati, moramo dati gol, mi ga pa ne damo. Tako da, zato smo izgubili in to 2-krat. Zdaj imate po tem, kar ste videli, že pripravljene kakšne nove taktične zamisli? Prihajata Črna Gora in Bolgarija, 2 velesili. Pa nimam nekih idej, princip je dosti isti, malo se moramo pogovoriti, malo še koga sprobamo. Cilj zdaj je jasen, treba bo pač gol zadeti in potem nobenega dobiti. Ste prvi selektor, ki prihaja iz vrst kavčarjev. Mislite, da bodo spletni komentatorji do vas zato bolj prizanesljivi? Ne, mi Kavčiči držimo skupaj, Kavč pa je naše edino orožje. To pa ste lepo rekli, hvala.
Vladimir Putin je eden redkih osebkov, ki mu je na enem mestu uspelo zbrati vsa največja imena svetovnega nogometa. Upokojeni žogobrcari, kot so Diego Maradona, Pelé, Lothar Matthäus, Fabio Cannavaro, Cafu, Laurent Blanc in Puyol, so najprej uživali ob šampancu, potem pa sprejeli predsednikov izziv in po dolgem času spet uvoli kopačke. Poglejmo, s čim jih je prepričal. Evo, če hočete igrati, ga lahko vprašate. Dobro, ni problem. Diego? Zgleda, da bom pa nekaj Putina premagal. Vladimir, resno mislite, da boste se pomerili z Maradono? Ne. Zakaj pa ne? Redno treniram, tečem skoraj vsak dan, igram s fanti iz reprezentance, nogomet, enkrat na teden grem malo na njihov trening, zunaj imam žogo in res bi veliko pomenilo, če bi igrali, je to z menom. Parpa! Kaj je? Ne upaš! Usral si se! Sam tok, da boste vedeli. Premagal sem vse, kar dele tuji odlele in jih lahko danes. In to z lahkoto. Ampak tlele nas je en par, ki težavo in nas zanima, kako je tle z dopingom. Kako je s tem? Je ta tak situacija. Jaz ne bom nikogar preverjal, v Rusiji verjamemo na besedo. Super! Ajde gremo. Ne bom zdaj sam igral s tipom. Pridite. Pridite, ja. Pa kaj zdaj to, a se razdelimo prvi drugi? Vladimir, a? Da. Ok, ti si drugi. Prvi. Je ta prvi. Ja, to pa ne, ti si drugi. Ne razumem, prosim. No, kdo je na koncu zmagal, tiskovne agencije ne poročajo. Na vrsti je Strada z Lorello Flego. Čao, stranka Modernega centra je sinočnjo poslovilno zabavo dokončno se stopila z oblasti. Čeprav jim ni uspelo do konca pripeljati mandata vlade, so bili vseeno ponosni na opravljeno delo in svojega predsednika. Bravo! Legenda! Ja, Dobro živjo. si zdaj umiral. Zdravo. Ja, enih je mogel, a ne? Živjo tudi tebi, kako si pis ljubav. Te pa Bog. Ajde, gremo. Miro ne bo dolg tle, sam pozdrav te prišel. A res na žurki ne bo stal? Ja, skopa gre naprej, a si kaj izvedel? Aj tam Frej. Ja, kar vsece, ja. Živjo. Čestitam. Ja, hvala lepa. O, čau, živjo. Ja, smo naredili. O, čau, živjo. Jo, imaš mrzle roke. No, bež zdaj stran, no. O, zdaj. Živjo. Sem vesel, da si prišla. Tudi jaz. Zdaj pa šibam dalje. Živjo, čau. Tudi te. Mal čudn je. Organizira žurko, pa kar gre. Pa kje je fora? To je super, on je bejbe na palu, midva je bo pa tam balala. Kaj pa ti? Ja, jaz moram še malo ustati. Ja, moram malo paziti, da ne bo še kakšna štala. Ja. Se veste, red mora biti, a ne? Ne, važno, da je Budala. plača. Budala. Me pa zanima, če je mogoče kaj za pojest. Prosim? Za pojest, če je mogoče. Imamo, seveda. V službi sem ne morem zdaj. Lepo se mej. Gledaj, jaz bi vaju z veseljem obe sabo, zdaj samo ni placa. A ne, no, greva zdaj. Mudi se mal, dej. A lahko ena zdravko malo zapleše, se mi zdi malo deprast. A boš ti izbel odprta? Ja, ne se šokirat. A boš ti, a ne? Ni problema, par perčkov pa bo boljša. No, pa se pa dobro zabavajte, pa javi mi, kaj se dogaja. Adijo. Ajde, greva mi. Kam se je gospodu Cerarju tako mudilo, nismo izvedeli. Smo pa dobili ekskluzivne posnetke z Kosova, kjer je nastopila skupina Deep Purple. Bilo je veliko dima in solzivca, poglejmo. Kom je ukrao ledvica? Ledvica, ja imam ovdje luknja na krta. Pusti ga, on je za paprika, on ni za ledvica. Hoću da njega da pustim. Pa glosite, snjemi ta maska da te povzem. Pa jaz sem Azim. Azime. Šofer tvoj. Ne Ajde na dijaliza. Idemo na kebab. Tam je spelu. Ajde. Ajmo.
To je bilo vse za nocoj. Gledali ste izmišljene novice, vidimo se naslednjo soboto. Lahko noč in mir spalec.